Torej danes potekajo vzporedne predstavitve novega operacijskega sistema Windows 7 po celem svetu. Prvič se je zgodilo, da je tudi istočasno različica v slovenščini. Bo to od sedaj tudi stalna praksa? Jaz mislim, da smo mi našli način, kako isti dan zagotoviti lokalno različico tudi v lokalnem jeziku tudi v Sloveniji. Seveda obljubiti ne moremo, verjemite pa, da se bomo zelo potrudili, da bomo to zagotovili tudi v prihodnje. Zakaj pa je imenovanje Windows 7? Zakaj sedmica? 7 je pravlična številka, se hecam. Windows 7 je 7. verzija Windowsov in enostavno smo se odločili, da poimenujemo kar enostavno, preprosto 7. Preprosto, kot je tudi slogan samega operacijskega sistema. Preprosto Windows 7. Kaj je tisto ključno, kaj prinaša nov operacijski sistem? Nov operacijski sistem prinaša predvsem preprostost uporabe. Naša zaveza, obljuba pri razvoju novega operacijskega sistema je bila ravno to, da poenostavimo vsakodnevna opravila z računalnikom naših uporabnikov, pa ne gre to za delovno mesto ali pa za delo doma ali za zabavo ali pa za komuniciranje. To je bilo glavno vodilo, zato smo tudi pri razvoju Windows 7 način razvoja spremenili, ker smo v zelo veliki meri upoštevali mnenje uporabnikov. Mi preden smo šli v razvoj Windows 7, smo 250.000 uporabnikov pozvali k sodelovanju, da so nam povedali, kako bi bilo njim všeč, ampak učinkovito, da so določene stvari z računalnikom delajo. In to se je skozi cel koncept razvoja vlekla ta rdeča nit in jaz sem prepričan, da smo naredili velik korak naprej, da bo računalnik postal orodje, ki bo enostavno upravljiv za naše uporabnike. Pred tem je bilo precej govora o ločljivosti operacijskega sistema in Internet Explorer 8. Kako je zdaj s tem? Internet Explorer je del Windows 7. Pred tem je bilo kar nekaj debat, diskusij, zahtev strani evropskih komisarjev o vlogi Internet Explorerja kot del operacijskega sistema. Mi kot Microsoft se prilagajamo lokalnim zahtevam, ne želimo nobenih sporov z Evropsko skupnostjo oziroma s komisarji, zato smo sprejeli odločitev, da se izognemo vsem sporom in smo podali predlog, da je Windows 7 brez Internet Explorerja. Na podlagi odzivov, ki jih je bilo iz trga, je Evropska skupnost uvidela, da je pač to preradikalna odločitev, zato je odobrila, da Windows 7 štartamo z Internet Explorerjem 8, v kasnejši fazi pa z njihove strani sedaj pričakujemo, kakšna bo naslednja vloga ostalih brskalnikov v Windows 7. Windows 7 prinaša tudi virtualizacijo Windows XP. Ali z prihodom Windows 7 se ukinja nekje prodaja Viste kot samih XP-jev? Vista se ne ukinja, lahko rečem, tukaj je bolj vprašanje, kaj se dogaja z XP-ji. Vedeti moramo, da XP-ji so prišli v fazo podaljšane podpore, kar pomeni, da nudimo samo kritične popravke. Glede na trenutno stanje, danes težko dobiti računalnik, ki bi imel XP. Nekaj kosov je še na zalogi po trgovinah, vendar sem prepričan, da po novem letu samih XP-jev ne bo možno dobiti, kar pa ne velja za Windows Vista. Predstavitev Windows 7 poteka danes v 7 slovenskih mestih. Kako ste izbrali ta mesta? Slovenija je mala, ne? Se pravi, nekih velikih mest ni ravno veliko. Izbrali smo tista mesta, kjer je velik interes zaradi takih in drugačnih razlogov. Torej tam, kjer so ljudje, ki so razvijalci, ki so IT-ovci, kjer smo pričakovali, da bodo ljudje prišli, ker jih to v resnici zanima.